Torej, spoštovane dame in gospodje, lep dobro večer v imenu časopisno-založniške hiše Večer. Zelo smo veseli, ker vas lahko svoj pozdravimo tukaj, spoštovane PR-ovke in spoštovani PR-ovci, vse veste zakaj. Drug drugega zelo potrebujemo. Pravzaprav je zdaj težka dilema, kdo koga bolj potrebuje. Torej, nocoj smo se zbrali zato, da se še morda bolje spoznamo in da bomo še bolje sodelovali. Kaj je tisto, čisto resnici, kaj vlada med novinarji in PR-ovci? Ljubezen ali sovraštvo? Mislim, da je več ljubezni kot sovraštva, da tisti, ki prikazujejo sovraštvo, v bistvu zgodbo napihujejo. Oboje vlada zagotovo, in malo ljubezni in malo sovraštva, ampak jaz mislim, da predvsem vladajo pa dobri odnosi. Ko delaš z novinarjem dlje časa, se vedno vzpostavi nek nivo, drugega poznata in to je tisto, kar največ šteje. Danes večer vi novinarji strežete PR-ovcev in PR-ovkam. Običajno oni vam strežejo z informacijami. V kateri vlogi se boljše počutiš? To, da nam oni strežejo običajno z informacijami, s tem se ne morem povsem strinjati. Včasih so PR-ovci namreč zid pred informacijami. Z večino, ki pa so danes tukaj, pa zelo dobro sodelujemo. Glede na to, da so tukaj večinoma taki, s katerimi fajn sodelujemo, pa evo, tokrat nekaj mi za njih naredimo. Večino sem tudi vprašal, kaj je tisto, kar vlada med PR-ovci in novinarji. Ljubezen ali sovraštvo? To je posebne sorte ljubezen, prepredena z tistimi iskricami, ki dajejo temu sožitju poseben čar. Se ti zdi, da PR ureja medije? V veliki meri bi se lahko s tem mogoče strinjali, seveda pa naša naloga ta, da to preprečimo, da smo dovolj samostojni, samosvoji, originalni, izvirni, da pač iščemo zgodbe mimo PR-ovca, da so PR-ovci zgolj vir do nekih uradnih informacij, tiste prave informacije, ki pa dajejo zgodbam pravo ostrino, pravi ton, pa mora dober novinar pač poiskati mimo PR-ovca. Običajno ima vsak novinar nagledano vsaj eno PR-ovko. Imaš ti tudi, kakšno? Na večeru smo znani potem, da imajo one ogledane nas, pa kar trzajo. Ne samo ene. Zakaj nocoj miksamo te čudovite napitke? Tomaž, čisto preprosto, zaradi barve. Še nekaj. V smislu, da zaradi okusa. Kakšna pa je formula, na kak način priti do tega čudovitega okusa? Tudi Tomaž je čisto preprosto. Vzame se kozarec, napolni se ga z ledom, noter se da en del kamparja, 3 dele pomarančnega soka in voilà, klasični italijanski napitek, Campari Orange. Za nocojšnji koktejl smo izvedli recept, ampak kakšen je recept za tisti koktejl informacij, ki so vsak dan v Večeru? Najboljši recept je, da so novice sočne, pekoče, sladke in za nekatere tudi kisle, v glavnem pa udarne in odmevne. Kaj je tisto, kar vlada med novinarji in PR-ovci? Je to ljubezen ali sovraštvo? No, mislim, da ne eno, ne drugo, pač pa potreba po drugem. Mislim, da novinarji potrebujemo PR-ovce, lažje nam je, če oni dobro delajo, oni pa morda še bolj potrebujejo nas. Upam pa, da v prihodnje, da jih več ne bomo toliko potrebovali, kajti zakon o medijih bo nekoliko zožil pravico do popravka. Nekateri PR-ovci so si bildali ege, če lahko tako rečem, prav z preštevilnim pošiljanjem popravkov, ki jih je ta zadnji zakon omogočil, in novi zakon o medijih bo te popravke, mislim, da absolutno zmanjšal. Tako da ljubezen mislim, da bo še kar trajala.